Zadnje tedne veliko poročamo o nemirih v državi na vzhodu Evrope, v Ukrajini. Potem, ko so se prebivalci ukrajinskega polotoka Krim odločili, da se bodo raje priključili Rusiji, kot pa ostali v Ukrajini, si zdaj priključitve k Rusiji želijo še več ukrajinskih mest. Ukrajina se s tem ne strinja pa se tudi ameriška vlada in Evropska unija, ki sta napovedali dodatne ukrepe oziroma sankcije proti Rusiji. Poglejmo podrobneje. ZDA in države Evropske unije menijo, da Rusija spodbuja Ukrajince k priključitvi k Rusiji in ne naredi dovolj za umiritev napetih razmer. Zato so napovedale, da bodo proti njej uvedle različne sankcije oziroma ukrepe. Razširile so na primer seznam ruskih podjetij in bogatih posameznikov, ki so povezani z ruskim predsednikom Putinom. Vsem tem so prepovedale potovati v Združene države Amerike. Poleg tega ti za trgovanje ZDA po novem potrebujejo posebno dovoljenje ameriške vlade. Zamrznili so tudi njihovo premoženje, kar pomeni, da v ameriških in evropskih bankah ne morejo dvigniti svojega denarja. ZDA in predstavniki Evropske unije zdaj razmišljajo o še dodatnih gospodarskih sankcijah proti Rusiji. To pomeni, da te države morda ne bodo več kupovale od Rusije ali prodajale določenega blaga. S tem pa bi nekatera ruska podjetja manj zaslužila. A vse države Evropske unije s tem ne soglašajo, saj bi to lahko vplivalo tudi na njihov dobiček. Torej, s sankcijami oziroma kaznimi, kot so prepoved potovanj, zamrznitev premoženja in gospodarski ukrepi, želijo države Evropske unije in ZDA Rusijo prisiliti k sodelovanju pri reševanju nemirov v Ukrajini. Več o tem, zakaj so v Ukrajini nemiri, pa si lahko preberete na naši spletni strani www.infodrom.si.